Pozdravljeni, draga cerkev, vsi gledalci online bogoslužja. Veseli nas, da ste z nami. Pred nami so božični prazniki, čas veselja in božjega miru. Želim, da bodo ti dnevi polni doživetja prisotnosti odrešenika, ki je prišel med nas. Preden bomo poslušali Božjo besedo, vas vabim, da umirite svoje srca in slavite skupaj z nami. Naš Bog je vreden vse slave in časti. Bog Oče nam poslal je Sina, dal je za nas največji dar, pomilostil nas je na križu, grob prazen vsem pričuje živ, je naš vladar, ker on živi, tudi jaz živel bom, ker on živi. Strah je pregnan, on zmagal je, moč zlomil smrti, živeti vredno je zato, ker on živi. Kdo razumel skrivnost bi Božjo, dete z neba prišlo je k nam kot rešenik in zmagovalec. Zaupam Jezusu, zato srce mu dam, ker on živi, tudi jaz živel bom, ker on živi. Strah je pregnan, on zmagal je, moč zlomil smrti, živeti vredno je zato, ker on živi. Nekega dne bom prečkal reko, pozabljen bo, takrat vas boj ovenčan bo, kot zmagovalec izklikal tebi radostno, rešitelj moj, ker on živi, tudi jaz živel bom, ker on živi. Strah je pregnan, on zmagal je, moč zlomil smrti, živeti vredno je zato, ker on živi. Pozdravljeni, upam, da dobro preživljate te nevsakdanje predpraznične čase. Takšnih praznikov, kot jih bomo imeli letos, še ni bilo. Za praznični čas imamo ponovadi veliko načrtov. Načrtujemo smučanje, druženja s prijatelji, druženja s družino, nakupovanja daril v shopping centrih. Večina od nas je letos morala praznične načrte vsaj do neke mere spremeniti. Vse odpovedi in spremembe naših rednih božičnih aktivnosti nas vabijo, da razmislimo o samem bistvu Božiča. In se v predbožičnem času spet malce pogovorimo o bogovih in ljubeznih božičnega časa. Seveda pa tudi o Jezusovem rojstnem dnevu. Kot vemo, nikjer v Svetem pismu ni zapovedi, da bi morali praznovati Božič. Zakaj ga torej praznujemo? Nekateri ne marajo praznovati rojstnih dnevov. Nekateri imajo to radi. Kaj mislite, se Jezus strinja s tem, da praznujemo njegov rojstni dan? Če ja, zakaj ja? In če ne, zakaj ne? No,
Predpostavljajmo, da je Jezus ena od tistih oseb, ki nima nič proti temu, da se praznuje njegov rojstni dan. Kaj mislite, kakšnega praznovanja si Jezus želi? Pa tudi na darilo ne smemo pozabiti. Kaj bi podarili Jezusu za rojstni dan? Bi mu šli nekaj kupiti v najbližjo trgovino ali pa online na mimo vrste ali pa Amazon? No, malo smo se pohecali, zdaj pa malo bolj resno. V prvi kroniški knjigi, v 12. poglavju, so omenjeni Isaharjevi sinovi, ki so razumeli znamenja časov in so vedeli, kaj ima Izrael za storiti v določenem času. Ne samo, da so razumeli čase, tudi vedeli so, kaj mora Izrael narediti. Kaka 3000 letja kasneje, po zapisu iz prve kroniške, je teolog John Stott govoril o dvojnem poslušanju, kar je verjetno nekaj podobnega, kar so počeli Isaharjevi sinovi. Dvojno poslušanje pomeni, da poslušamo in opazujemo, kaj pravi Bog in njegova beseda življenja zapisana v Svetem pismu. Obenem pa poslušamo in opazujemo tudi kulturo in besede sveta, v katerem živimo. Poslušamo in opazujemo človekove dejavnosti. To ne delamo zato, da bi po dolgem in počez prevzeli vrednote sveta, v katerem živimo, ampak da bi, kot pravi John Stott, razumeli krike, bolečine in vzdihe zatiranih ljudi, ki iščejo resnico in ki iščejo mir. Ker živimo v kulturi, ki ima velikokrat povsem nasprotne vrednote in prepričanja, želimo s tako imenovanim dvojnim poslušanjem bolje razumeti tudi naše izzive Božjih otrok. In to bomo poizkusili danes storiti. Poslušali in opazovali bomo navade ljudi v prazničnem času, obenem pa bomo tudi pozorni, kaj o vsem skupaj pravi Svetopismo. Trgovci nas že nekaj tednov opozarjajo, da se nahajamo v predbožičnem času. Je trgovce strah, da bomo pozabili na Jezusov rojstni dan? Kako naj se odzovemo na njihova vabila in ponudbo? Naj se enostavno prepustimo toku, kar bo pa bo? Kaj narediti? Porabiti celo plačo za darila? Zakaj porabiti celo plačo za darila? Si voščiti vesele praznike? Zakaj si voščiti vesele praznike? Ljudje si v tem času želijo počitka. Božični čas naj bi bil čas miru, čas za družino. Ampak zakaj je čas miru? Zakaj je čas za družino? Tudi če celotno družbo prežema praznično vzdušje, je dobro, da razmislimo o navadah in običajih v prazničnih dneh. Kakšen je njihov izvor in kakšen je njihov namen. Tudi v tem času nas Bog spodbuja, naj pozorno motrimo popolno postavo svobode in vztrajamo in ne postanemo pozabljivi poslušalci, temveč njeni uresničevalci, kot pravi Jakobovo pismo v prvem poglavju. Torej, poklicani smo naj pozorno motrimo popolno postavo svobode, zapisano in razodeto skozi Svetopismo, skozi Božjo besedo. Po drugi strani živimo na tej zemlji, nismo še v nebesih. Zato opazujemo tudi kulturo in vrednote sveta in prosimo Boga za uvid, za modrost in pogum, da bi se pravilno odzvali na vsakodnevne izzive. Časi se non-stop spreminjajo. Danes je svet popolnoma drugačen, kot je bil pred 20 leti ali pa pred 50 leti. Vseeno pa so se nekateri običaji skozi čas tudi obdržali. Ko se sprehajamo po slovenskih mestih in vaseh, se nam zagotovo porodi vprašanje, ali res vsi praznujemo isti Božič? Če ljudje v božičnem času ne slavijo rojstvo odrešenika Jezusa Kristusa, ki je šel na križ in umrl za naše grehe, če ne priznavajo, da imamo edino v njem večno življenje, potem ne moremo reči, da praznujemo isti praznik, isti rojstni dan. Naprimer, ob dnevu državnosti Republike Slovenije 25. junija se poleg ljudi, ki so prišli na to proslavo z namenom, da bi proslavili ta praznik, lahko znajde tam tudi nek turist, pa tudi nek naključni mimoidoči, ki ga cela proslava ne zanima.
Ali pa mogoče celo nek jugonostalgik, ki pogreša tako imenovane stare dobre čase. Vseeno pa bodo vsi skupaj z ostalimi, bodo šli do štanta in spili kozarček. V božičnem času se lahko zgodi nekaj podobnega. Ljudje se spontano priklopijo na družinsko vzdušje, družinski mir, ne da bi poznali namen dogodka, ne da bi poznali slavljenca. Kdo je slavljenec, nas včasih vprašajo. Ga ne poznaš? Oblast je na njegovih ramah. Imenuje se čudoviti svetovalec, močni Bog, večni oče, knez miru. On je slavljenec. Oglejmo si nekatere običaje okoli 25. decembra, da ne bomo mi, ki sledimo Jezusu, slučajno zašli v napačen božič in na napačno praznovanje. Predstavljajte si, da ste mislili, da ste prišli na rojstni dan vašega brata ali pa vašega očeta, tam je še 3000 drugih ljudi. Šele po praznovanju ste se zavedali, da ste prišli na praznovanje nekega politika, ki vam gre najbolj na živce. Ali pa še hujš, da ste bili na praznovanju nekega afriškega diktatorja. Jedli in pili ste dobro, ampak zdaj imate cmok v grlu. In ta cmok ni zaradi slabe hrane. Poglejmo si nekatera praznovanja, ki se odvijajo v tem času. Kot verjetno veste, se Jezus ni rodil 25. decembra. Teologi so mnenja, da se je rodil jeseni, ena možnost pa je tudi, da se je rodil spomladi. No, prvo zabeleženo praznovanje Božiča, 25. decembra, je bilo leta 336 v času cesarja Konstantina. Nekaj let kasneje se je papež Julij I. uradno odločil, da se bo Jezusovo rojstvo praznovalo 25. decembra. In to velja še danes. Ali je bil datum posrečena izbira ali ne, to pustimo za drugič. Dobro je, da se spomnimo, da praznovanja okoli 25. decembra koreninijo še iz predkrščanskih časov, ko so mnoga ljudstva častila nastop zimskega solsticija, zimskega obrata, ko se dan ponovno začne daljšati. Konec decembra je bil idealen čas za praznovanje. V tem času leta so zaklali večino živine, da bi jim živine po zimi ne bi bilo potrebno krmiti. Za mnoge je bil to edini čas v letu, ko so imeli na razpolago zaloge svežega mesa. Poleg tega je bil to tudi čas, ko je večina vina in piva, ki so ga proizvedli skozi celo leto, je fermentirala in so ga lahko končno zlili po žejnih grlih. V Nemčiji so ljudje v tem času častili poganskega boga Odina. Ob zimskem sončnem obratu pa so praslovani praznovali rojstvo Svarožiča, Svarogovega sina, ki je poosebljal mlado sonce, ki v tem času doseže najnižjo točko na obzorju. Pri južnih Slovanih Svarožič nosi ime Božič, kar izvira iz besed mali bog, mali bogec. Zato ime Božič mogoče ni najbolj posrečeno ime za Jezusov rojstni dan. Nima veze, važno je le, ime ne igra take neke bistvene vloge, važno je le, da nam je jasno, zakaj se pri vsem skupaj gre. Dobro je le, da vključite vse senzorje, če opazite, da se kje časti malega bogeca, ki rabi varstvo starejše osebe. To se pravi, mali bogec, starejša oseba ga varuje, pa ste se tako čaščeni. V Sloveniji in na Hrvaškem je v tem času bila poznana tudi šega kurjenja velikega kosa lesa, čoka, ki je moral goreti čim dlje. Čok je bil neke vrste hišni bog, ki saj so mu darovali vino, hrano in so iz njega tudi prerokovali. Podobne obrede so opravljali tudi v drugih krajih Evrope. V Litvi Božič še danes imenujejo Kaledos, kar dobesedno pomeni noč debla in ki zelo spominja na slovenski izraz koledovanje. Koledovanje je v Sloveniji še danes poznano na podeželju. Vesela družba s petjem in plesom obiskuje domove, na kar jim domačini dajo darove.
Pesmi, ki se pojejo v zimskem času, od Božiča in Novega leta, pa vse do konca zime, imenujemo kolednice. Ponekod se koledniki tudi našemijo. Poglejmo si primer koledniške pesmi, da razumemo, kako ta kos lesa, ta kol ali čok, funkcionira. Če ljudje dajo nekaj, pride blagoslov, če ne dajo, pride prekletstvo. Darežljivi hiši so se pevci zahvalili s pesmijo, da bi igrali okoli hiše konjički, oslički, prašički, vsi v enem kotlički. To je bila pesem, če so dobili koledniki darove. Če jih pa niso dobili, so razočarani zapeli. Naprimer, naj pokrepa vam živina, vaše krave, vaši voli, vaše kure vsa te leta. Poglejmo si, kaj si o podobnih običajih misli prerok Jeremija. Jeremija v 10. poglavje. Poslušajte besedo, ki vam jo govori Gospod, Izraelova hiša. Tako govori Gospod, ne učite se poti narodov in ne bojte se znamen na nebu, kajti le pogani se jih bojijo. Običaji ljudstev so namreč ničnost, le les, ki ga posekajo v gozdu, in ga obrtnikova roka obdela s sekero. Okrasi ga s srebrom in zlatom, pritrdi z žebli in s kladivom, tako da ne omahne. Maliki so kakor strašilo na polju s kumaricami, ne morejo govoriti, nositi jih morajo, ker ne morejo hoditi. Ne bojte se jih, saj ne morejo škodovati, a tudi dobro storiti ni v njihovi moči. Ob vsej praznični nakupovalni mrzlici je dobro, da se vprašamo, ali je hitenje za darili lahko podobno čaščenju kosa lesa. Odgovor je preprost, seveda je lahko. No, v katerih primerih je kupovanje daril podobno malikovanju? V vseh tistih primerih, ko menimo, da nam bo nek izdelek, neko darilo, prineslo mir. Ko nam bo nek izdelek prinesel ljubezen, sprejetost, spoštovanje. Darilo se bo otrokom odkupilo za prezaposlenost staršev, darilo se bo možu pomagalo odkupiti ženi, zato ker jo je celo leto zanemarjal in se je ukvarjal le s svojimi hobiji, prijatelji in gledal televizijo. Drago darilo bo ženo prikupilo možu, zato ker je celo leto preživela čas s prijateljicami, z otroci in se ukvarjala s svojo službo, zanj pa ni imela časa. Kar naenkrat naj bi bilo zaradi enega darila in okrašenega stanovanja čudežno vse boljše. Darilo naj bi imelo to čudežno moč, podobno kot novoletne obljube. Zato, kot piše v prvem Janezovem pismu, 4. poglavju, ljubi, ne zaupajte vsakemu duhu, in jaz bi še dodal, ki prinese darilo, ampak duhove preizkušajte, ali so od Boga, kajti veliko lažnih prerokov je prišlo v svet. Božjega duha spoznavate potem, vsak duh, ki prizna, da je Jezus Kristus, naš kralj, prišel v mesu, je od Boga. Noben duh, spet moj vložek, ki prinese darilo, ki Jezusa ne priznava, pa ni od Boga. To je duh Antikrista, od katerem ste slišali, da pride, zdaj pa že je v svetu. Zdi se mi precej očitno, da v času Božiča ne praznujemo vsi istega rojstnega dne. Nam se ni rodil nek majhen bogec, nek Božič. Nas ne blagoslavlja ali štrafa, preklinja nek kol ali pa nek štor. Izaija pravi, dete nam je rojeno, sin nam je dan, oblast je na njegovih ramah, imenuje se čudoviti svetovalec, močni Bog, knez miru. On je kralj vseh kraljev, on je gospod vseh gospodov, on je alfa in omega, začetek in konec. Sveto pismo nas opominja, človeku se zde vse njegove poti čiste. Gospod pa preizkuša duhove. To piše v Pregovorih 16.2. No, nekaj besed smo rekli o običajih v drugi polovici decembra. Druga zadeva, o kateri je dobro, da razmislimo v božičnem času,
so ljubezni, ki se nam v tem času ponujajo in od katerih lahko pijemo in srkamo dobro počutje. Kaj mislim s tem? Poznamo kar nekaj različnih grških izrazov za besedo ljubezen, ki pa se vsi prevajajo v naš jezik kot ljubezen. En izraz za ljubezen je fileo, to je prijateljska, bratska ljubezen. Drug izraz za ljubezen je eros, to je emocionalna ljubezen, občutek biti ljubljen, to je romantična ljubezen. Spet drug izraz je storge. Pri tej vrsti ljubezni se gre za to družinsko ljubezen, ljubezen med starši in otroci, sorodniki, bratranci celo. Potem pa obstaja še en izraz za ljubezen in ta je agape. In pri agape ljubezni se gre za božjo brezkompromisno ljubezen, ki ni od tega sveta. Vprašajmo se, katera od teh ljubezni naj bi oblikovala vzdušje v božičnem času. Če odstranimo vse človeške običaje v času božiča, če poskusimo odmisliti vso nakupovalno mrzlico, vse obiske sorodnikov, vse lučke in jaslice in vsa darila, vse čokolade, vse gobove juhe, če odmislimo vse koncerte, vso kuhano vino, ognjemete, vsa službena kosila, vsa veselja ob najlepših darilih, če odmislimo vsa razočaranja ob najslabših darilih, v smeh ob obiskih sorodnikov in vso žalost in osamljenost, ker nas ni noben obiskal in nam naklonil nasmeha. Če odstranimo vse to in malce razmislimo, glas katere ljubezni poslušamo, kateri ljubezni dopustimo, da šepeta v naše srce. Ali pustimo Svetemu Duhu in Božji agape ljubezni, da nam spregovori skozi in preko vseh človeških vesel in razočaranj. Ali dovolimo Svetemu Duhu, da prodre skozi vse naše filtre, skozi vse to naše dojemanje stvarnosti in prežame in navdihne vsako od teh človeških ljubezni, fileo, storge in eros. Da Sveti Duh navdihuje te ljubezni. Druga opcija na voljo je, da Duh tega sveta navdihuje naše tako imenovane ljubezni. Fileo, storge in eros. In potem naša čustva plešijo na glasbo v shopping centru. Kupi, kupi, popusti, popusti, kupi, kupi, tvoji odnosi bojo boljši, kupi, ljudje te bojo imeli rajši, kupi, pridobil si boš spoštovanje, še en štamprle pa bo lepše, še en deci pa boš lahko komuniciral s svojo družino in tako naprej in tako dalje. Kateri duh navdihuje naše izražanje ljubezni v času božiča? Ali poslušamo kupi, kupi, vse ima ceno, vse ima popust, še en deci pa bo vse okej? Ali pa poslušamo glas Svetega Duha in Božje agape brezkompromisne ljubezni, ki ti pravi, pridi, kdor je žejen, naj pride, kdor hoče, naj zastonj zajame vodo življenja. Spomnimo se, da v tem času praznujemo Jezusov rojstni dan zaradi Božje ljubezni, ker je Bog svet tako ljubil, je dal darilo. Mislite, da mu je bilo lahko, da je bilo to kar tako? Mi precej zlahka kupimo darila, par evrov za vsako, no, za tiste, kar so nam blizu, odštejemo malo več, lahko 30 evrov, 100 evrov. Potem že začnemo razmišljati, ali si to lahko res privoščimo. No, kaj bi si mislil, če bi ti nekdo rekel, da moraš nekomu za božič podariti svoj avto, ali pa stanovanje, ali pa hišo? Rekel bi, čakaj malo, kako to misliš? Kaj bi si mislil, če bi ti nekdo rekel, da moraš podariti kot božično darilo tvojo hišo sosedu, s katerim ne govoriš že 15 let? Rekel bi, pa ti si znorel. Ok, še malo bolj resno vprašanje. Bi kot božično darilo podaril svojega otroka in ga poslal v skupini ekstremistov na Bližnji vzhod, zato da bi tam en psihopat spoznal resnico? Če sem iskren, jaz ne bi. In prav to je storil Bog. Poslal je svojega sina kot dar nam, njegovim sovražnikom, upornemu rodu, da bi nam dal življenje. Poslal je najdragocenejše darilo, kar jih je imel.
Jezus je na križu umrl za nas, za naše grehe, ko smo mu bili še sovražniki. Ne pozabimo tega. Mogoče bi morali tudi mi jokati, tako kot otrok na fotografiji, če bi dobili za Božič kaj drugega kot Jezusa, odrešenika, ki nas reši večne smrti in omogoči odnos z ljubečim Bogom. Če bi, na primer, dobil v darilo kol ali pa štor ali pa najbolj drago čokolado, srajco, nogavice, šel bi v peku z nogavicami za 30 evrov. Če že bomo čez nekaj dni praznovali Jezusov rojstni dan, je prav, da se vprašamo, kaj si Jezus želi za svoj rojstni dan. Verjetno si želi več stvari, no, ampak če bi mu izbrali eno darilo, kaj bi to bilo? Mogoče nam bo pri iskanju darila za Jezusa v pomoč, če se spomnimo, da smo ljudje ustvarjeni po Božji podobi in da je Jezus, da je Bog prišel med nas kot popolnoma človek. Zato imamo verjetno tudi nekaj skupnega. Vprašajmo se, kaj ljudje najbolj cenijo. Otroci cenijo igrače, mladi cenijo potovanja. Verjetno zdaj med karanteno še bolj cenijo potovanja. Starejši imajo zaradi več življenjskih izkušenj že malce bolj drugačno perspektivo. Tudi oni so si enkrat želeli igrač, potovanj, novih oblek in hiš. Ko sprašujejo stare ljudi, tudi stare bogataše, ki imajo milijone in milijarde, tik pred smrtjo, ko jih to vprašajo, česa bi si najbolj želeli v življenju, vsi po vrsti odgovarjajo, da več časa z družino in več dobrih odnosov. Odnos je vpisan v samo bistvo človeka. Zato imamo ljudje tako radi praznike, pa ne samo božične. Ker je v sredini praznikov odnos. Družina pride skupaj, vzamemo si čas za prijatelje. Tudi kristjani menimo, da bi moral biti v sredini božičnih praznikov odnos. Vendar ne katerikoli odnos, ampak živ odnos z živim Bogom. In zaradi tega odnosa je božični čas in prav tako čas skozi celo leto popoln. Čas skozi celo leto in božični čas je lahko popoln zato, ker se je zagrinjalo v templju pretrgalo na dvoje, ko je to dete 33 let po svojem rojstvu na križu zaklicalo: izpolnjeno je, izpolnjeno je. Tiste, ki verujejo in so po veri sprejeli ta dar, ponujeno Božjo Jezusovo roko sprave, so vstopili v odnos z ljubečim Bogom in začeli izkušati Božjo agape ljubezen, njegov mir in njegovo radost. Njegova ljubezen postavi, Božja ljubezen postavi praznike in odnose v pravo perspektivo. Zato, ker poznam Boga in imam živ odnos z njim, ga lahko na predbožični večer, ko zunaj pada sneg in v naslanjaču berem svetopismo, zato ker imam odnos z njim, ga lahko potiho vprašam. Rečem: Jezus, kaj si želiš za rojstni dan? Kaj si želiš za rojstni dan? Slišim, kako mi odgovori: želim si, da ljubiš. Da ljubiš Gospoda, svojega Boga, iz vsega srca, iz vse duše, z vsem mišljenjem in z vso močjo. In da ljubiš svojega bližnjega kakor samega sebe. To si želim. Kaj si Jezus želi za svoj rojstni dan? Želi si tvoje srce. Vendar ne samo, da si želi tvoje srce, želi si tudi, da ljubiš ljudi. Jezus si želi, da ljubiš ljudi kakor samega sebe. Kako najbolj ljubiš samega sebe? Za začetek tako, da priznaš sam sebi in Bogu, da rabiš pomoč. Da če še nisi, da prideš pred svojega stvarnika, ga prosiš za odpuščanje, da ti oprosti tvoje grehe in se mu zahvališ, da je umrl zate na križu. Po veri sprejmeš dar večnega življenja, ki ti ga podarja Bog.
Potem pa, ko si stekel v Božji objem, dopustiš Bogu, da te ljubi in da kot dober oče skrbi zate. Ko si priden in ko nisi. Ko si zaslužiš darilo in tudi ko si ne zaslužiš darilo. On zmeraj skrbi zame. Tako najbolj ljubiš sebe, kako pa ljubimo ljudi? Če se bomo zanašali na človeške ljubezni, ki smo jih prej omenili, nam bo zmanjkalo moči. Sigurno, zmanjkalo nam bo moči, če se bomo zanašali na našo sposobnost ljubiti. Rabimo nekaj več, rabimo čudežno ljubezen. Božjo agape ljubezen, ki se nam razodeva v Jezusu Kristusu. S tako ljubeznijo lahko ljubiš takrat, ko dovoliš Bogu, nebeškemu očetu, da najprej ljubi tebe. S tako ljubeznijo lahko ljubiš takrat, ko dovoliš Bogu, da on najprej ljubi tebe. Da te objame in da ti da moč, da ljubiš tako, kot on ljubi. To pomeni, da če boš ostajal blizu njegovemu srcu, da ti bo on dajal moč odpuščati, ljubiti in spoštovati tudi takrat, ko se ne počutiš najbolj ljubečega, najbolj spoštljivega. Pomagal ti bo ljubiti tudi ljudi, ki ti grejo na živce, ki te prizadenijo, ki so ti celo sovražni. Taka ljubezen ni od sveta, taka ljubezen je čudež. Božja ljubezen je dar ljudem. Prvo Janezovo pismo, 4. poglavje pravi, ljubezen je v tem, ne da bi bili mi vzljubili Boga. On nas je vzljubil in poslal svojega sina v spravno daritev za naše grehe. Ljubi. Če nas je Bog tako vzljubil, smo tudi mi dolžni ljubiti se med seboj. Jezusov rojstni dan je izraz Božje ljubezni do ljudi. Ker nas je Bog vzljubil, je poslal svojega sina v spravno daritev za naše grehe. O bogovih v različnih vrstah ljubezni, različnih praznovanjih, ki potekajo vzporedno s praznovanjem Jezusovega rojstnega dne, smo se morali pogovoriti, ker, kot smo videli, vsa praznovanja v tem času niso enaka. In vseh praznovanj ne navdihuje Sveti Duh in agape Božja ljubezen. Ljudje hrepenimo po resnični ljubezni in iskrenih odnosih. Vendar resnična ljubezen ni od tega sveta. Ne najde se na policah nakupovalnih centrov. Ljudje si želijo biti povezani, čutijo, da jim nekaj manjka. Zato si želijo zapolniti praznino, ki je v njihovih srcih, tudi tako, da se priklopijo na praznično vzdušje. Vendar pa, ko so prazniki mimo in se balonček prazničnega vzdušja razpoči in se je potrebno vrniti v vsakdanje tirnice, potem kaj? Kaj se zgodi potem? Začnemo hrepeneti po naslednjem prazniku, po silvestrovanju, po veliki noči, po 1. maju, po letnem dopustu, naslednjem božiču. Lepo je, da lahko uživamo v prazničnem družinskem vzdušju in v miru v času božiča. Ljudje potrebujemo bližino sočloveka. Bog nas je ustvaril za odnose. Božji otroci poznamo srce nebeškega očeta in vemo, da je resnična ljubezen, radost in mir na voljo celo leto, 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Božja ljubezen, Božji mir je na voljo celo leto. Tako kot je skozi celo leto čudovito deliti to radost, ta mir, svojo družino, s prijatelji in znanci, je seveda to lepo narediti tudi med božičnimi prazniki. V tem času imamo Božji otroci privilegij, da lahko slavljenca, ki ga ljudje še ne poznajo, nekateri ljudje še ne poznajo slavljenca Jezusa Kristusa, da ga predstavimo tem ljudem. Ta slavljenec je pot, resnica in življenje. O njem pričuje Sveti Duh in Sveto pismo je kažipot v njegov objem. Dajmo pomagati ljudem najti Jezusa, ki ni nebogljen otročiček v hlevu, niti ne visi na križu, ampak kot pravičen in ljubeč kralj vlada in kliče ljudi,
naj si izberijo resnično radost, resničen mir, tudi med letošnjimi prazniki, v času Božiča in prazniki, ki pridejo po Božiču. No, za na konec lahko tudi pomolimo. Oče nebeški, hvala ti za tvoje ljubezen, hvala ti, da nas ti tako močno ljubiš, da si dal tvoje darilo nam, ljudem. Hvala ti, Jezus, da imamo življenje v tebi. Oče, mi te prosimo, da nam tudi daš od tvoje čudežne ljubezni, da bi ta ljubezen pomagala tudi našemu slovenskemu narodu, da se spravi med seboj. Ti vidiš, da nam je težko, da se poskušamo spraviti, ampak nam ne gre najbolje od rok. Mi rabimo, Oče, naš narod rab tvoje ljubezni. Mi te prosimo, da med temi božičnimi prazniki izliješ tvojo ljubezen na nas in na naš narod. Hvala ti, Jezus. V Jezusovem imenu to molimo. Amen. Jaz vam želim lepe praznike, bodite blagoslovljeni in upam, da se čim prej vidimo tudi v živo.